nastavljamo, moramo vedeti, kam spadamo, kakšne so naše sestave telesa. Ta se nam s starostjo spreminja, ni enaka za moške in ženske. Tako da to je vedno osnova za to, koliko bomo mi rabili, ker moramo tudi vedeti, koliko v osnovi rabimo, da ne bomo telesa podhranili za tiste osnovne funkcije in šli potem v Rett sindrom, ki ste videli, da ni nezdravstveno, tako za zmogljivost ugodja. Potem moramo vedeti, v katero skupino spadamo, kakšno je presnovno stanje našega telesa. Bolniki spadajo v presnovno stanje kaheksije, kaheksije, ampak če ne bomo jedli, bo tole kronično vnetno stanje debel naprej in tlej treba jesti drugače, kot takrat, ko smo zdravi, precej drugače včasih. Potem, recimo, mi se veliko ukvarjamo z osteoporozo. Kost je samo en del telesa, koliko stisk mišice in tisti je bolj važen, koliko imamo mi te funkcionalne mase, ki je dejansko tako ena banka v telesu, vedno hodimo po obresti v njo, ali pa pognaj, pa pol plačujemo obresti, kadar hočemo se iti kako prehransko manipulacijo in tako naprej. Skratka, mi moramo kar malo vedeti, kje smo, kdo smo, kaj smo, da si načrtujemo prehrano. Tako da mi, ko nastavljamo prehrano za aktivni življenjski slog, jo je treba prilagoditi telesni aktivnosti. Poleg tega moramo še te aktivnosti pokriti z dodatnim vnosom energije, predvsem ogljikovih hidratov in pa pitje. Če ne rehidriramo telesne aktivnosti, smo kronično dehidrirani in to je približno tako, kot da bi bili en zariban stroj.